V prebranih celicah beremo knjige, ki nosijo znak za kakovost Zlata hruška. Danes beremo knjigo Drevesa. V njej izvemo ogromno zanimivih vidikov in podrobnosti o drevesih, poleg tega pa je pospremljena z bogatimi in natančnimi ilustracijami. Z Nikolajem danes bereva knjigo Drevesa, avtorja Grajkovskega, in v tej knjigi je res veliko zanimivih informacij o drevesih. Mene je najbolj očaral veliki banjanovec, iz njegovih vej namreč rastejo debla nazaj v zemljo in njegova krošnja meri sedaj že pol kilometra. Nikolaj, ti si sicer tabornik, ljubitelj narave, a si že kdaj srečal kakšnega velikega banjanovca? Ne, nisem. Ta drevesa verjetno pri nas ne bi uspevala. Tudi ne bi bilo prav, da bi v to okolje posadili, ker moramo pri gozdovanju upoštevati gozdna pravila. In če ne upoštevamo teh pravil, lahko naredimo več škode, kakor koristi. To je res in zato se nama sedaj pridružuje gozdarka Andreja Senegačnik iz Zavoda za varstvo okolja. Andreja, pozdravljeni. Na kaj moramo paziti pri pogozdovanju? Zdravo! Pri pogozdovanju moramo biti nadvse pozorni na to, katero drevesno vrsto izberemo. Naprimer, da smreke, ki obožuje dolge in mrzle zime ter revna tla, ne sadimo v nižine, kjer je toplo in kjer so tla zelo bogata. Smreka tam namreč zelo hitro raste in ker ima plitev koreninski sistem, jo zlahka poškodujejo vetrovi, napadajo pa jo tudi lubadarji. To pomeni njen konec in na Slovenskem tako v zadnjih desetletjih izginjajo številni nižinski smrekovi gozdovi. Hvala lepa, Andreja. No, pri gozdu pa moramo upoštevati določena pravila, tudi če se podamo samo na sprehod. Sicer nas lahko kaznujejo kakšni skrivnostni čuvaji, kot sta leši v slovanskih pragozdovih ali pa korupiru v Braziliji. A se spomniš tega iz knjige? Ja, se spomnim. Spomnim se tudi, da sem prebral, kako sta šla na primer Janko in Metka na sprehod in nista smela pojesti hišice iz medenjakov. Najljubša pošast mi je bila to drevo džinmeju. Njegovi plodovi so imeli obliko človeške glave, ki pa ne govorila kakor v filmih pa o grozljivkah. Ampak neprenehoma se je smejala in zaradi smeha so plodovi popadali na tla. Tako da v gozd se splača odpraviti čim večkrat. Morda pa srečamo kakšnega Robina Hooda, čarovnico ali pa že kakšna lisica bi bila fajn. Vprašanje je naslednje. V različnih okoljih uspevajo različne gozdne vrste. Kaj smo spoznali o smrekah? A. Smreka bo najlepše rasla na revnih tleh. B. Smreka ima gost koreninski sistem. C. Smreka dobro uspeva v nižinah. Ali D. Lubadarji ne zavirajo rasti smrek. Kaj pravite? Še nekaj sekund je do konca. Obe ekipi sta sicer po burni debati izbrali odgovor A, da bo smreka najlepše rasla na revnih tleh. Gozdarka Andreja Senegačnik je povedala, da smreka obožuje dolge in mrzle zime ter revna tla. Pravilen je torej odgovor A. 5 točk za rumeno in 10 točk za vijolično ekipo.